Dobar dan vsem. Dovolite, da se predstavim, sem Ivan Mikuš, namestnik generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko iz Ministrstva za obrambne zadeve in sem danes tukaj z vami zato, da bi pomagal in vodu usmerjal razpravo, kjer predstavljamo novo prenovljeno resolucijo o strategiji nacionalne varnosti. Za omizjem imamo danes z vami doktorja Klemena Grošlja iz Ministrstva za obrambo, državnega sekretarja, ki je sklepom Sekretarijata za nacionalno varnost tudi bil imenovan kot koordinator pri prenovi resolucije strategije nacionalne varnosti. Z nami je tudi magister Sandi Čurin, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in pa namestnica gospa Marjetka Krašek iz Sove. Zahvaljujemo se gostitelju tudi državnega sveta, zato bi pravzaprav besedo predal in zaprosil za uvodni nagovor gospoda Alojzija Košco, predsednika državnega sveta. Hvala. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani državni sekretar dr. Klemen Grošelj, spoštovani ostali ugledni gosti iz ministrstev, predstavniki strokovne javnosti, poslanci, državni svetniki in vsa zainteresirana javnost. Dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim v prostorih državnega sveta, drugega doma našega parlamenta. Danes bo v tem visokem zboru predstavljen predlog rezolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Gre za drugo javno predstavitev v imenu Ministrstva za obrambo. Kot predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in delno tudi poznavalec obramboslovne stroke, se zavedam, da nas k njenemu sprejetju zavezuje skupna evropska varnostna politika, ki se prednostno dotika morebitnih varnostnih groženj, boja proti terorizmu in ekstremizmu ter migracij. Osebno sem tudi vesel, da so se pripravljavci tega dokumenta odločili, da v proces vključijo najširšo strokovno in splošno javnost, in to že na začetku tega pomembnega procesa. Javnost bo gotovo z zanimanjem spremljala današnjo razpravo, ki bo, upam in hkrati domnevam, osvetljena iz več strani in obogatena z dodatnimi strokovnimi mnenji, pa tudi pomisleki in primerjavami. Dejstvo je, da si kot skupen končni cilj želimo živeti v varni in svobodni evropski državi. In to Slovenija je. Navkljub vse večjim hibridnim in kibernetskim grožnjam moramo v ozir vzeti tudi osebno svobodo in odprto družbo kot temeljni državni vrednoti, ki sta v nas zasidrani dlje od nastanka naše države Slovenije. Pravzaprav smo si prav zaradi teh vrednot priborili tako z orožjem kot z besedo in peresom lastno suverenost in državnost. A ne glede na vse, bo na koncu svojo besedo imela politika. Mi v državnem svetu bomo o tem poglobljeno razpravljali in sprejemali odločitve z odgovornostjo do vseh Slovenk in Slovencev. Zahvaljujem se vam za to možnost, da sem vas nagovoril in vam želim uspešno ter plodno razpravo. Srečno, hvala. Najlepša hvala. Spoštovani, opozoril bi vas rad tudi, da se razprava snema. Možnost ogleda posnetku boste imeli na Slovenija 3, na ESTV-ju in tudi na straneh državnega sveta. Zaprosil bi razpravljalce, če ima kdo od vas kakršnokoli daljše izlaganje, da stopi za govornico, če ne bo pa sistem narejen tako, da bi vzeli 3 vprašanja, na kar bi panel lahko odgovoril. Sedaj bom pa zaprosil omizje, da vsak predstavi svoj del vsebine iz predloga resolucije o strategiji nacionalne varnosti. Gospod Grošelj. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, bom rekel, ker nekaj poznanih obrazov vidim tukaj. Torej, predlog dopolnitve resolucije o strategiji nacionalne varnosti je že nekaj časa v javni obravnavi. Pravzaprav se, če se ne motim, z jutrišnjim dnem tudi zakončuje obravnava oziroma objava na portalu e-demokracije.
Naš cilj je vse skozi bil, se pravi pripravljalcev, ki smo bili imenovani v medresorsko skupino Sekretariata Sveta za nacionalno varnost, da ta dokument spravimo v javnost in da je ta dokument deležen čim širše in čim temeljitejše javne, strokovne in tudi siceršnje obravnave in razprave. Zdaj, razlogi za dopolnitev resolucije o strategiji nacionalne varnosti so bili večplastni, večvrstni. Prvi od njih je gotovo ta, da obstoječa resolucija, ki se je potrdila tudi v tej razpravi kot dober dokument in dobro izhodišče, je bila sprejeta 2010 in v tem obdobju skoraj 10 let se je marsikaj v svetu in tudi v Sloveniji spremenilo. Torej zaznavamo znatne spremembe in lahko govorimo prvič po dolgem času o poslabšanju varnostnih razmer tako v mednarodnem varnostnem okolju kot tudi v širšem, regionalnem okolju, tudi v širšem evropskem prostoru in tudi da odzivi do sedaj, katere smo prejeli v okviru te javne razprave, tako strokovne kot tudi politične, potrjujejo pravilnost odločitve o prenovi tega dokumenta. Se pravi, vse reakcije kaže na to, da se je v javnosti pričakovala oziroma že ustvarjala neka kritična masa in potreba potem, da se ta dokument spremeni. Torej, ambicija nove resolucije je pripraviti izhodišče za posodobitev ključnih normativnih podlag nacionalno-varnostnega sistema Republike Slovenije, da bo ta odporen in sposoben soočanja in morebitnega zoperstavljanja sodobnim varnostnim grožnjam in tveganjem. To je bila naša izhodiščna ambicija. Medresorska delovna skupina, katero sem vodil, je skladno z usmeritvami sekretariata SNAV izhajala iz strukture obstoječega dokumenta, ki je bil, se pravi, smiselno dopolnjen in prilagojen. Se pravi, izhodišče naše je bilo, da se uporablja obstoječa metodologija, seveda dopolnjena in predvsem smiselno dopolnjena na tistih točkah, kjer so se pač pokazale potrebe po dopolnitvah. Dopolnitev je temeljila na preučitvi obstoječega dokumenta sa strani posameznih resorjev, se pravi, mi kot delovna skupina smo povabili vse resorje k podajanju predlogov, se pravi, te predloge, ki so sedaj že upoštevani, niso samo plod dela delovne skupine, ampak tudi odzivov vseh resorjev, ki so v vladi. In potem je, če malce povzamem, kakšno je bilo naše delo, sledilo redno usklajevanje na ravni medresorske delovne skupine, izvedena so bila 3, formalna usklajevanja, seveda poleg tega pa še vrsta drugih manj formalnih usklajevanj. Zdaj, če se grem kar na ključne vsebinske spremembe in dopolnitve, torej bo mogoče malce bolj duhamorno, jaz predvidevam, da so vsi udeleženci današnjega posveta prebrali ta dokument, ampak vendarle bom povzel nekaj najbolj ključnih elementov. Se pravi, v točki geopolitični in geostrateški položaj Republike Slovenije ter njeno mednarodno varnostno okolje so bile dopolnjene implikacije geostrateškega položaja Republike Slovenije na njeno nacionalno varnost. Tukaj smo izpostavili stičišče srednjeevropskega, južnoevropskega in sredozemskega geostrateškega ter geopolitičnega prostora, križanje geopolitičnih interesov, ki so predmet politično-vojaških ocen in načrtov. Znatno je spremenjeno in dopolnjeno podpoglavje vezano na mednarodno varnostno okolje Republike Slovenije, ki odraža znatne negativne spremembe, predvsem po letu 2014. Gre predvsem za to, da se soočamo z povečanjem napetosti, naglo in temeljito spreminjanje mednarodnega okolja, pojav novih oblik groženj, predvsem višja raven oziroma stopnja negotovosti in pa nepredvidljivosti, ki morda v preteklosti ni bila značilnost za naše okolje, in pa pojavljanje rivalstev med regionalnimi in pa tudi globalnimi silami. Potem viri groženja in tveganja nacionalne varnosti Republike Slovenije. To podpoglavje, se pravi vire ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti, se več ne deli na globalne, nadnacionalne in nacionalne vire ogrožanja in tveganj. To je sprememba tudi metodološka in vsebinska v primerjavi z dokumentom iz leta 2010. O tem je potekala znotraj skupine relativno intenzivna debata o tem, ali to pustiti ali ne. Na koncu smo dosegli konsens, tudi strokovni, da se ta delitev pusti in tudi dosedanje razprave, tudi tako strokovne, pa tudi odzivi javnosti so nekako potrjujejo pravilnost opustitve te delitve. Pri tem bi predvsem poudaril, da kar se tudi pojavilo in morda ni bilo jasno v dokumentu, se je pa pojavilo v dosedanji javni razpravi, da sama, nizanje posameznih groženj ne pomeni njihove, prioritizacije po pomembnosti, se pravi, vrstni red groženj je povsem naključen, čeprav se začne pravzaprav z nekim novim elementom, ki smo ga uvedli. Se pravi, pojavne oblike sodobnih varnostnih ogroženih izzivov težko, se pravi, razmejimo na globalne, nadnacionalne in nacionalne
in prav tako lahko posamezne grožnje spreminjajo svojo pojavno obliko ter stopnjo ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije in to je pa tudi v bistvu razlog, zakaj smo to opustili. Posodobljena je vsebina posameznih kategorij virov ogrožanja in tvega nacionalne varnosti. Aha, me ne slišite? Dobro. Okay. Dodana je nova kategorija ogrožanja in tveganj, torej hibridne grožnje, ki so tudi sicer potem zanimivo in tudi pričakovano, bom rekel, sprožile najbolj temeljito in najbolj vročo, poleg nekaterih drugih določil v tem dokumentu, javno razpravo. Medtem ko so se nekatere kategorije preoblikovale, naprimer informacijsko-kibernetske grožnje, obveščevalna dejavnost tujih akterjev, terorizem in nasilni ekstremizem, hude in organizirane oblike kriminala. Če izpostavim samo ključne, v okviru terorizma in nasilnega ekstremizma so opredeljene spremembe tovrstnih groženj, ki se pojavljajo v obliki različnih radikalizacij, hkrati pa se povezuje z različnimi oblikami organiziranega kriminala in nedovoljenimi aktivnostmi na področju orožij za množično uničevanje. V okviru nezakonitih migracij so opredeljene morebitne posledice različnih oblik teh migracijskih tokov na Republiko Slovenijo, od ponovitev množičnih migracij, vračanje tujih borcev, integracija v družbo in podobno. Pri vojaških grožnjah je opredeljena ponovna vzpostavljenost evroatlantskega prostora tovrstnim grožnjam, ki se lahko pojavljajo tudi v obliki neddržavnih in naddržavnih akterjev, in vojaške grožnje poleg tradicionalnih oblik vedno bolj vključuje tudi neregularne oblike delovanja. Kot so rečeno, se pravi opredeljena tudi nova grožnja, se pravi hibridne grožnje, ki predstavljajo tehnološko izpopolnjeno kompleksno ranljivost družbe in države usmerjeno obliko tradicionalnih in neregularnih oblik delovanja za dosego določenih političnih in ekonomskih učinkov. Tukaj je zanimivo, v sami razpravi se je okoli tega razvnela zelo vroča debata, ali gre za nekaj novega, ali gre za nekaj, kar že poznamo, ali ni to samo druga oblika tako imenovane strategije posrednega nastopanja. Tukaj moram poudariti, da tu sledimo trendom, ki trenutno prevladujejo v evroatlantskem prostoru, tako zavezništvo kot tudi Evropska unija o tej grožnji govorita, jo opredeljujeta kot novo grožnjo in seveda tukaj tudi mi sledimo. Je pa že iz razprave razvidno, da bo skupina, ki bo delala potem, bom rekel, evalvacijo teh pripomb, vendarle morala upoštevati to in narediti neko novo, ne bom rekel novo, ampak natančnejšo opredelitev pravzaprav, kaj so hibridne grožnje. Zdaj, kar se tiče odzivanja Republike Slovenije na vire ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti, posodobljena je vsebina posameznih nacionalnih politik, ki odraža ključne spremembe posameznih nacionalnih strategij za soočanje z omenjenimi grožnjami in tveganji. Dodana je migracijska politika kot nova politika odzivanja vire ogrožanja in tveganja in skladno s strukturo kategorij vire ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti so dopolnjene tudi načini, se pravi soočanja oziroma odzivanja na nje. Dosedanja razprava je v tem področju, se pravi predvsem na področju politik, odprla tudi nekaj dilem, zanimivih razprav. Do sedaj sicer na te dileme ni podala odgovorov, nihamo nekako med tem, da je vse nacionalna varnostna politika in da pravzaprav lahko vse vključimo v to. Nekateri zagovarjajo izrazito nek še bolj celovit pristop, kot smo ga že mi ponudili v samem dokumentu. Tukaj bo potrebna na neki točki, po moji oceni in tudi po oceni kolegov v skupini, vendarle izvesti neko, bom rekel, odločitev in reči, do kam, do kje segamo za temi politikami, katere politike vključiti. Ampak kot rečeno, tukaj po naših pričakovanjih se je odprla razprava, pravzaprav kaj se sodi v te politike. Je pa to vezano na dodajanje novih politik in pa pričakovanje, da se gre, in to je predvsem izrazito značilno za strokovno javnost, ta celovit pristop, da bi se še bolj ukrepil, kot je že v samem dokumentu podan. Torej, dodano je odzivanje na hibridne grožnje, medtem ko so nekateri načini odzivanja spremenjeni, se pravi, glede na to, kako se je tudi spremenila vsebina same grožnje oziroma opredelitve grožnje. V tem okviru morda izpostavim, da je v okviru odzivanja na hibridno grožnjo predvidena določitev srednjega, mi smo ga poimenovali nadresornega organa za spremljanje in koordinacijo odzivanja na hibridne grožnje. Tukaj moram takoj povedati, to ne pomeni spet nekega dodatnega organa, ampak gre predvsem za to, kako doseči nujno potrebno koordinacijo na tem področju. To je skladno z trendi v svetu, se pravi, še posebej v že omenjenem evroatlantskem prostoru in Slovenija na tem področju bo morala vzpostaviti neko koordinacijo. Ne pomeni pa to, kot se je morda napačno interpretiralo, da gremo ponovno ustanavljati nek nov organ. Ne gre. Gre samo za to, da se opredeli odgovornost nekomu, od organov, ki že obstajajo, da se to področje ustrezno sistemsko koordinira in regulira.
V okviru odzivanja na informacijsko-kibernetske grožnje bo vzpostavljen organ za informacijsko-kibernetsko področje, ki bo zagotavljal celovito upravljanje področja in koordinacijo z vsemi akterji in z drugimi subjekti v vseh varnostnih razmerah, podobno kot pri hibridni grožnji. Poudarjam, ne gre nujno za nov organ, gre pa za to, da potrebujemo to koordinacijo. Kibernetske grožnje, informacijsko-kibernetske grožnje predstavljajo, kot vidimo, vedno večjo in vedno bolj realno tveganje in grožnja, pri čemer odziv zahteva ne samo, ta nacionalno varnostni del države, ampak v bistvu, kot vemo, vedno se tukaj išče najranljivejša točka in ta najranljivejša točka lahko izvira tudi iz zasebnega sektorja, kar pomeni, da država nujno potrebuje nekoga, neko strukturo, ki bo lahko usklajevala vse akterje, ki so potencialno ali pa ki bodo v nekem incidentu recimo izpostavljeni tem tveganjem. V okviru odzivanja na terorizem in nasilni ekstremizem je predviden sprejem nacionalne strategije za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma in pa tisto, kar je najbolj raznelo javno debato, povečanje pooblastil SOVI z hkratno ustanovitvijo organa za preprečevanje zlorab pooblastil in ustanovitev nacionalnih usklajevalnih organov. Tukaj bo več besed o tem povedala kolegica z SOVE. Mi smo proanalizirali več možnih variant, poudarjam, to je zdaj izhodišče. Dejstvo je, da imamo tukaj varnostno liso, sivo liso, seveda zdaj odvisno pa bo od tega, kakšen družbeni in politični konsenz bo dosežen, kako bomo to liso pravzaprav zaprli. Lahko ugotovimo, da pravzaprav tega nimamo, ampak empirija oziroma empirične izkušnje, praktične izkušnje nam opozarjajo, da tukaj določeno težavo imamo. V okviru odzivanja na nezakonite migracije je predviden sprejem strategije skladnega upravljanja meja ter odzivanja na različne vrste migracij. Preprečevanje in odzivanje na vojaške grožnje je prilagojeno spremenjenemu varnostnemu okolju. Poudarjeno je zagotavljanje ustreznih nacionalnih obrambnih sposobnosti, v odzivanju pa je vključena ponovna civilna obramba oziroma civilna pripravljenost, kot veste, tudi v okviru zavezništva se ta segment vedno bolj izpostavlja. V okviru odzivanja na hude in organizirane oblike kriminala so dodane hude oblike kriminala in poudarjena je potreba po krepitvi operativnih zmogljivosti in ustreznih normativnih in drugih sprememb. In pa v odzivanju na globalna finančna, gospodarska, tehnološka in socialna tveganja je vključeno odzivanje na dejavnike negotovosti, kot so demografija, socialna napetost in tako dalje. In pa ter izpostavljena je neodvisnost nacionalno-varnostnega sistema od teh tveganj. Glede samega sistema nacionalne varnosti zelo korenitih sprememb ni, je pa do neke mere dopolnjena vsebina vloge posameznega podsistema nacionalne varnosti za potrebo učinkovitega soočanja s sodobnimi varnostnimi grožnjami. V okviru obrambnega sistema se je osvežila opredelitev obrambnega sistema, pri čemer, kot sem že dejal, je pojem civilne obrambe nadomeščen za nevojaškimi deli obrambnega sistema iz obstoječe resolucije. V tem kontekstu je izpostavljen pomen civilne obrambe ter odpornosti in civilne pripravljenosti Republike Slovenije, pri čemer je ključnega pomena celostni in medresorski pristop k varnosti. Izpostavljeno je, da bo Republika Slovenija zagotovila ustrezen obseg obrambnih virov za prilagoditev sistema dolgoročnim trendom in pa v okviru sistema notranje varnosti opredeljeno, da bo Republika Slovenija pospeševala sodelovanje med institucijami ter takočo izmenjavo podatkov in informacij. Tisto, kar je morda najbolj ključno in tudi najbolj bilo izpostavljeno, pa je seveda dodano je besedilo s področja obveščevalno-varnostne skupnosti, ki opredeljuje njene subjekte, naloge in poslanstvo ter načrtovan razvoj. Se pravi, to je tisto, kar spreminja. To ne gre za nov steber, nov podsistem nacionalno-varnostnega sistema, gre za nov del tega sistema, ni pa to, četrti steber tega sistema. In tukaj pravzaprav sledimo trendom, ki prevladujejo v svetu. V okviru podpoglavja upravljanje in vodenje sistema nacionalne varnosti je dopolnjeno besedilo glede vloge sekretariata SNAV in njegove operativne skupine ter dopolnjena vloga Nacionalnega centra za krizno upravljanje in besedilo je ustrezno dopolnjeno glede posodobljenega koncepta kriznega upravljanja in vodenja. Torej za zaključek, nekaj dilem, ki so se že pojavile, sem že povedal. Ena izmed teh je tudi, da bomo izvedli določeno terminološko uskladitev in ureditev besedila. To je dosedanja razprava zelo izpostavila, predvsem na področju grožnje, tveganja in podobno. To bomo opredelili.
Na tem se v bistvu že skupina dela. Presenetljivo morda, kot je že bilo izpostavljeno, velik interes javnosti, se pravi odzivi niso samo na teh javnih razpravah, teh dveh, se pravi na Fakulteti za družbene vede in pa tudi pričakujem, da bo tudi na današnji javni razpravi intenzivna in vroča debata. Tudi veliko je pobud in potem komentarjev, predlogov prišlo v okviru e-demokracije, tudi neposredno na Ministrstvo za obrambo, ki se je tukaj izpostavilo kot tisti, ki nekako koordinira tudi na moj oseben mail v končni fazi. Moram poudariti, da vse te pripombe, vse te mnenja smo sprejeli, bomo upoštevali v nastalnih postopkih. Predlog se bo potem vsi ti predlogi se bodo potem obravnavali na tej delovni skupini in potem bo predlog, preden bo šel nadaljne postopke, bo obravnavan na sekretariatu SNAV in seveda potem po nadaljnih poteh postopamo in počasi upamo nekako do začetka poletja, da bi lahko bil dokument zrel za obravnavo v Državnem zboru. Toliko z moje strani, bom pa z veseljem odgovoril na različne pobude in vprašanja. Hvala. Najlepša hvala, dr. Grošelj. Gospod Čurin. Hvala, lep pozdrav tudi v mojem imenu in sicer v imenu tudi Ministrstva za notranje zadeve. Tako Ministrstvo za notranje zadeve kot policija sta tvorno sodelovala pri pripravi predlaganega dokumenta, predvsem pa pri 3 vsebinskih sklopih, katere imam tudi danes namen nekoliko podrobneje predstaviti oziroma osvetliti. To so sklopi vezani na hude in organizirane oblike kriminala kot varnostne grožnje, zatem nezakonitih migracij in pa 3. sklop, ki je vezan na ogrožanje javne varnosti. Vse 3 vsebine so med seboj tesno prepletene, zato se tako oslikava vsebinskih problemov, kot tudi njihovih rešitev medsebojno prepleta in so včasih tudi rešitve v vseh komponentah nekako izpostavljene kot enotne. Sprva se bom lotil področja hudih in organiziranih oblik kriminala kot izstopajočega pri opredelitvi nacionalne varnostne grožnje. Hude in organizirane oblike kriminala povzročajo škodo žrtvam tovrstnega kriminala in posledično tudi družbi kot celoti. Organizirani kriminal prerašča koncept državnih meja, nacionalnih meja, zato je potreben poseben pomen nameniti ravno čezmejnim varnostnim grožnjam, povezanim z delovanjem organiziranega kriminala, kot naprimer tihotapstvo prepovedanih drog, nezakonite migracije in pa trgovina z ljudmi, nezakonita trgovina z odpadki, orožjem in visoko obdavčivejšim trošarinskim blagom, korupcija, pranje denarja, ponarejanje denarja ter zlorabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dodaten izziv na področju organizirane kriminalitete je povezava le-te, se pravi organiziran kriminala s terorizmom, kot vir financiranja terorističnih aktivnosti. Zatem je tudi kot dodaten izziv izpostavljen vstopanje organiziranega kriminala v nedovoljene dejavnosti na področju trgovanja z orožjem, odpadki ter strateškimi materijali. Pomemben dejavnik je tudi način komuniciranja znotraj kriminalnih združb. Hiter tehnološki razvoj digitalnih komunikacij narekuje trend, da vse več storilcev kaznivih dejanj že v osnovi uporablja zaščiteno vrsto komunikacije. Storilci s tem ohranjajo zaupnost in anonimnost medsebojnega komuniciranja. Prav tako je zaščiteno celotno omrežje temačnega spleta oziroma tako imenovanega darkneta in zaradi tega tudi vse komunikacijske storitve znotraj tega. Omrežje temačnega spleta je tehnično zasnovano z namenom zagotavljanja anonimnosti vseh udeležencev in zaščite komunikacij ter transakcij. Znotraj tega omrežja se trguje z orožjem,
prepovedanimi drogami, napravami za ponarejanje denarja, bančnimi karticami, gradivi v zvezi s spolnimi zlorabi otrok, naročili umorov in drugimi oblikami hudega in organiziranega kriminala. Prav tako velja izpostaviti tudi geografsko orientiranost glede groženj strani organiziranega kriminala, kar iz naše geostrateške pozicije izpostavlja Zahodni Balkan kot pomembno kriminalno žarišče. Medtem ko je ozemlje Republike Slovenije v tem kontekstu pomembno tranzitno območje za vstop tovrstnih kriminalnih združb na trge Evropske unije. Organizirani kriminal pomeni kompleksno in trajno grožnjo varnosti Republike Slovenije, čeprav je tudi v prihodnje predvsem tranzitno, logistična in v manjši meri ciljna država. Odzivanje na tovrstne hude in organizirane oblike kriminala, ki so opredeljene v predlogu resolucije, je usmerjeno predvsem na skupno ukrepanje na ravni Evropske unije. Zaradi že omenjene čezmejne razsežnosti organiziranega kriminala je potrebna krepitev sodelovanja v okviru političnega cikla Evropske unije za boj proti hudim in organiziranim oblikam kriminala, tako imenovani M-pakt. Operativno delovanje bo oprto na intenzivno mednarodno policijsko sodelovanje in stalno izmenjavo kriminalistično-obveščevalnih informacij in podatkov s tujimi varnostnimi obveščevalnimi službami, Europolom, z Eurojustom, Interpolom ter drugimi mednarodnimi policijsko-varnostnimi organizacijami, katerih članica je Republika Slovenija. Na nacionalni ravni bo Slovenija v skladu z predlogom resolucije okrepila operativne zmogljivosti za izvajanje kriminalistično-obveščevalne dejavnosti in prikritih preiskovalnih ukrepov ter uveljavljala nove metode taktike in tehnike za učinkovitejše preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje vseh oblik hudega in organiziranega kriminala. Resolucija predvideva, da bo Slovenija aktivno podprla pridobivanje in vrednotenje informacij o mednarodnih organiziranih kriminalnih združbah in terorističnih skupinah. Slednjih zahteva ustrezne normativne, organizacijske in funkcionalne spremembe ter prilagoditve v delovanju slovenske policije s poudarkom na proaktivnem pristopu na temelju obveščevalno vodene policijske dejavnosti. Ne samo izpostavim, da je v začetni fazi tudi sprejem na vladi predloga resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019-2023. Če preidem na drugi sklop oziroma drugo vsebinsko komponento nezakonite migracije, naj omenim, da je Republiko Slovenijo se problematika nezakonitih migracij dotika predvsem zaradi poteka migracijskih tokov čez ozemlje Republike Slovenije. Vse od množičnih migracij v letu 2015 in 2016 se na slovenski del zunanje kopenske šengenske meje vrši nenehen pritisk nezakonitih migracij, kar je odraz dogajanj na področju migracij v celotni regiji jugovzhodne Evrope. Velika večina migrantov, ki v Sloveniji zaprosi za mednarodno zaščito, zlorabi ta inštitut in nadaljuje svojo pot v druge države Evropske unije, kjer ponovno zaprosijo za mednarodno zaščito. Sistematična zloraba sistema mednarodne zaščite je zaznana tako na balkanski poti, kot tudi v Evropski uniji. Dodatno težo pridobiva ta varnostna grožnja zaradi svoje povezanosti z delovanjem organiziranega kriminala in terorizma. Kot ena izmed oblik prepletenih pojavov je, da balkanska pot nezakonitih migracij ostaja zanimiva tudi zaradi vračanja morebitnih tujih borcev iz bojišč na Bližnjem vzhodu ter ostalih pripadnikov različnih terorističnih organizacij, ki bi želeli vstopiti na ozemlje države Evropske unije. Širši obseg nezakonitih migracij lahko nasplošno ogrozi varnost in dobrobit prebivalcev naše države ter predstavlja znatno obremenitev za celoten nacionalno varnostni sistem Slovenije. Povečan pritisk nezakonitih migracij lahko posredno vpliva tudi na razvoj ekstremizmov, slabšanje varnostnih razmer ter zunanjo in notranjo politiko. Seveda
pa je v okviru tega potrebno ločiti med razumevanjem nezakonitih migracij, ki jih izpostavljam in ki predstavljajo obliko grožnje, in pa tistimi migracijami oziroma migranti, ki zaprosijo za mednarodno zaščito in za katere se izkaže, da so skozi postopke do nje tudi upravičeni. Dolgoročno je s tem povezan tudi izziv uspešnosti in integracije teh migrantov v novo okolje. Na tem področju je opredeljena v dokumentu tudi kot na novo migracijska politika, ki nakaže, da Slovenija v primeru spremenjenih migracijskih razmer se lahko sooči s situacijo, ki predstavlja tveganje javnemu redu in notranji varnosti. Zaradi nepredvidljive narave migracij so dejavniki tveganja, ki jih slednje prinašajo, težko predvidljivi in posledično vplivajo na nastanek drugih varnostnih groženj. Zaradi tovrstne ocene bo pripravljena celostna strategija na področju migracij, ki bo definirala cilje, usmeritve ter ukrepe za učinkovito upravljanje migracij v Republiki Sloveniji. Ti ukrepi obsegajo celovito področje migracij in ne samo nezakonite migracije, to pa seveda zajema področje zakonitih oziroma ekonomskih migracij, mednarodno zaščito, nezakonite migracije, varnostno komponento, vključevanje tujcev v slovensko družbo oziroma integracija migrantov in pa zunanjo dimenzijo migracij. Odzivanje na nezakonite migracije poteka skladno z nacionalno zakonodajo in zakonodajo Evropske unije. Na teh podlagah bo pripravljena tudi nova strategija skladnega upravljanja meja, ki bo omogočila še bolj učinkovito prehajanje zunanjih meja, upoštevajoč izzive, ki jih prinašajo potencialne grožnje na teh mejah, vključno z nezakonitimi migracijami in čezmejno kriminaliteto. Z namenom omejevanja migracijskega pritiska, preprečevanja nezakonitih migracij, odzivanja na širši obseg nezakonitih migracij ali množičnih migracij, zlorab postopkov mednarodne zaščite, sekundarnih migracij znotraj Evropske unije in šengenskega območja ter krepitve nadzora nad zakonitim prebivanjem tujcev v Sloveniji, bo Slovenija podvzela v skladu z predlagano resolucijo določene ukrepe, kot je na primer izvajanje nadzora državne meje in izravnalne ukrepe, preprečevanje nezakonitega prebivanja migrantov v državi, sodelovanje pri izmenjavi statističnih podatkov in izdelavi analiz tveganja o nezakonitih migracij in čezmejni kriminaliteti ter izvajanje skupnih aktivnosti na zunanji meji Evropske unije. In kot tretja komponenta oziroma tretji vsebinski sklop je sklop, ki je nekako horizontalne narave in je opredeljen kot ogrožanje javne varnosti. In sicer v zapletenih razmerah finančne, gospodarske in socialne krize se lahko ogrožanje javne varnosti pojavlja v obliki povečanega obsega napadov na življenje in premoženje ljudi, gospodarske kriminalitete, korupcije, finančnih prevar, ponarejanja listin, ponarejanja denarja in pa blaga, kibernetske in okoljske kriminalitete ter množičnih kršitev javnega reda in miru. Ti pojavi lahko med prebivalstvom okrepijo nezaupanje v učinkovitost delovanja institucij nacionalnega varnostnega sistema in pa države nasploh. To je dodaten element slabitve posameznikove ter nacionalne varnosti. Pojavi, ki lahko dodatno vplivajo na nove pojavne oblike in intenziteto kriminalitete ter na pogoje za njihov nastanek, so revščina in drugi socialni problemi, posledice podnebnih sprememb, naravnih in drugih nesreč ter že omenjene nezakonite migracije. Glede na splošno zaostrovanje političnih, socialnih, gospodarskih, varnostnih in drugih razmer v svetu, je v prihodnje tudi v Sloveniji mogoče pričakovati več kršitev javnega reda in miru, vključno s hujšimi kršitvami, ki lahko posledično prerastejo v kazniva dejanja, vsemi posledicami za varnost posameznika in širše skupnosti. Zato je tudi na tem področju opredeljena politika zagotavljanja notranje varnosti, ki bo predvsem temeljila na spoštovanju ustavnih načel, predpisov in načel mednarodnega prava ter sprejetih obveznosti Republike Slovenije v mednarodni skupnosti.
Ta politika bo usmerjena v varovanje zaščito ustavne ureditve in institucij demokratičnega političnega sistema, v zagotovitev nemotenega delovanja sistema oblasti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter usmerjena v boj proti kriminalu in varovanje javnega reda. Posebno pozornost bo namenila varovanju šengenskih meja ter razvijala nove oblike sodelovanja pri zagotavljanju notranje varnosti v okviru Evropske unije s sosednjimi in drugimi državami v regiji s posebnim poudarkom na migracijski politiki. Politika na področju notranje varnosti se bo uresničevala skozi področne strategije nosilnih institucij varnostnega sistema. Za zaključek naj samo povzamem, da predlagani dokument resolucije nacionalne varnosti, tako kot sem nazadnje tudi izpostavil, daje neke istočnice oziroma povod za pripravo ostalih področnih dokumentov, kot že omenjena resolucija na področju kriminalitete za 2019-2023 in še enkrat izpostavljena strategija Republike Slovenije za celovito obvladovanje migracij. Toliko bi bilo z moje strani, bom pa seveda v nadaljevanju, kolikor bo potrebno, podal tudi dodatna pojasnila. Hvala. Najlepša hvala, magister Čurin. Gospa Marjeska Kraše, beseda je vaša. Lepša hvala. Spoštovani gospe in gospodje, najlepši pozdrav še v mojem imenu. Najprej se vam opravičujem za moj šibek glas danes, ampak nažalost viroze me niso zaobšle, ampak se bom potrudila po najboljših močeh, da bom jasna. Moja sogovornika ste že veliko povedala o razlogih, konceptu in pa ciljih prenove resolucije. Moj namen je pa, da se osredotočim nekoliko bolj na specifične vidike obveščevalno-varnostne dejavnosti. V dosedanjih razpravah nekako sem ugotovila tudi iz medijskih odzivov, kot je bilo že rečeno, da največ tovrstnih odzivov je sprožil predlog o možnih, govorimo o možnih povečanih oziroma novih pooblastilih Sove. Zdaj se mi zdi bolj korektno, da uporabljamo terminologijo zaenkrat o razširjenih pristojnostih. Zaenkrat govorimo o razširjenih pristojnostih agencije in potem seveda s tem povezanih morebitnih razširjenih pooblastilih. Poleg tega bi želela tudi poudariti, da je Sova oziroma njen predstavnik v tej delovni skupini za resolucijo aktivno prispevala številne druge predloge, ki so bili pa vezani predvsem na razvoj novih okoliščin globalnega varnostnega okolja. Želeli smo seveda upozoriti samo ne na grožnje in tveganja, ki so se pojavila v tem obdobju od sprejema resolucije, ampak predvsem seveda na tista potencialna, mogoče danes še latentna varnostna tveganja in grožnje, ki bi se pa utegnile manifestirati v naslednjem prihodnem obdobju. Vezana pa so seveda ta varnostna tveganja na dogajanje, kot smo omenila, v širšem varnostnem okolju in seveda pa imajo lahko neposredne posledice tudi za varnost Republike Slovenije. V tem kontekstu se mi zdi pomemben prispevek tudi opozorilo na tako imenovani pomen preventivnega varnostnega ozaveščanja. Že omenjen nov element v resoluciji je tudi tako imenovano obveščevalna varnostna skupnost. Nekako prišlo je do konsenza, da je v dosedanji resoluciji bila ta obveščevalno-varnostna dejavnost nekako pomanjkljivo ali pa neustrezno opredeljena. Ni bila umeščena v sistem nacionalne varnosti kot eden izmed njenih podsistemov, ampak predvsem omenjena v poglavju o odzivanju. Zato je nekako prevladalo soglasje, da se obveščevalno-varnostna skupnost oziroma njena aktivnost vključi kot samostojen podsistem v sistemu organizirane nacionalne varnosti.
Osnovni cilj v bistvu tega je bil, kot je že moj predhodnik omenil, da se natančno opredelijo vsi deležniki obveščevalno-varnostne skupnosti, da se jasno opredelijo glavne naloge, ki so v zagotavljanju pravočasne informativne podpore nosilcem varnostnega sistema, da lahko seveda potem pravočasno, učinkovito in pa proaktivno odzivajo in da se lahko odzivamo in zoperstavljamo nad nacionalnim grožnjam in tveganjem. Seveda cilj tega je bilo tudi opozoriti na nujno potrebno sodelovanje in pa pri izmenjavi podatkov med vsemi pristojnimi organi na nacionalni ravni. Eden od pomembnih elementov, ki se mi zdi, ki je poudarjen v tem delu, je tudi zagotavljanje ustreznih obveščevalnih zmogljivosti. Tako mislim na razvoj normativnih, tehničnih, kot pa predvsem kadrovskih pogojev za učinkovito izvrševanje prej omenjenih nalog. In pa ne nazadnje, seveda, pomemben element je poudarek na ustreznem sodnem, parlamentarnem in strokovnem nadzoru. Zdaj, če mogoče se vrnem nazaj k pristojnostim in pooblastilom, predlog resolucije odraža tudi zaključke delovne skupine za odpravo pomanjkljivosti na področju preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem ali terorizem. To je nekako zelo dolg naslov. To je v bistvu delovna skupina, ki je bila oblikovana v okviru sekretariata SNAV, vodil jo je pa direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Kaj je bil razlog v bistvu za oblikovanje te skupine oziroma kaj so bile naloge te skupine? V bistvu praksa je pokazala v zadnjem obdobju, da na področju varstva ustavne ureditve niti Sova, niti policija nimata vseh ustreznih pristojnosti za učinkovito, govorimo, zgodnje odkrivanje tovrstnih groženj, povezanih z radikalizacijo in nasilnim ekstremizmom. Med aktivnostmi, ki jih izvaja iz Sova in so vezane na element tujine, bom v nadaljevanju pojasnila, kaj mislim s tem elementom tujine, ter aktivnostmi policije, ki jih lahko izvaja v okviru sedanjih pooblastil v predkazenskem postopku, prihaja do tako imenovanega, kot je bilo že omenjeno, sivega območja. Imenujemo tudi v bistvu do neke pravne vrzeli. Zdaj, če pojasnim ta element tujine, ki v bistvu nekako predstavlja tudi osnovno težavo. To je opredelitev stvarne pristojnosti agencije v 2. členu zakona o Sovi. Kar pomeni, da je v bistvu za izvajanje aktivnosti in nalog agencije potreben obstoj tako imenovanega tujega elementa. Se pravi, Sova pridobiva, vrednoti in posreduje informacije iz tujine, pomembne za zagotavljanje nacionalnih varnostnih interesov, in v bistvu o aktivnostih organizacij, posameznikov, skupin, ki se svojo dejavnostjo iz tujine ali pa v povezavi s tujino ogrožajo ali pa bi lahko ogrozile nacionalno varnost in njeno ustavno ureditev. Seveda ta pravna vrzel na področju teh pooblastil predstavlja tveganje, ki ga je pa seveda nujno treba odpraviti. Zato so se v okviru te omenjene skupine se analiziralo stanje in so se oblikovale nekatere, poudarjam, opcijske rešitve. Zlasti so se pa poskušale preučiti tako prednosti kot slabosti teh opcijskih rešitev. Nekako seveda na podlagi različnih stališč so bile oblikovane 3 osnovne v bistvu opcijske rešitve. Mogoče, če začnem pri zadnji, ki je dobila v tem okviru najmanj podpore, znotraj te delovne skupine, to je oblikovanje povsem novega organa. Ta organ seveda bi pomenil dodatne finančne obveznosti, šlo bi za novega proračunskega porabnika. V tem primeru bi se lahko pojavilo tudi vprašanje delitve pristojnosti med obstoječimi in pa novim organom. Nekako je prevladalo tudi mnenje, da bi lahko v tem primeru prišlo do negativnega vpliva na učinkovitost izmenjave podatkov. Ker izkušnje kažejo, v primeru več različnih deležnikov znotraj obveščevalno-varnostne skupnosti se prej ali slej potem pojavi tudi potreba po koordinaciji tega dela.
Seveda praksa v tujini je, da predvsem teritorijalno večje države ali pa ekonomsko močnejše imajo v bistvu za to dve ločeni obveščevalno-varnostni službi. Ena se seveda ukvarja z zunanjimi, druga pa z notranjimi grožnjami. Drug predlog je bil vezan, se oproščam, drug predlog je bil vezan na spremembe v okviru delovanja policije in v tem smislu, da bi policija poleg pooblastil, ki jih ima v okviru predkazenskega postopka, pridobila še nova pooblastila za zgodnje odkrivanje nasilnega ekstremizma, ki bi se pa izvajala pred pričetkom samega kazenskega postopka. Tretji predlog je bil pa seveda, da v bistvu, ki je dobil tudi nekako znotraj te skupine največ podpore, da Slovenska obveščevalno-varnostna agencija dobi mandat za učinkovito varovanje ustavne ureditve Republike Slovenije, ki vključuje zgodnje odkrivanje vseh oblik nasilnega ekstremizma. Seveda predpogoj za to pa je, kot sem že omenila prej, odprava sedanje omejene stvarne pristojnosti, ter pa seveda ustrezno temu razširjena pooblastila. Ko govorimo o teh razširjenih pooblastilih, agencija je preučila prakso številnih nekako primerljivih obveščevalno-varnostnih služb in ugotovila, da nekatera od teh seveda ta pooblastila že imajo, agencija na žalost tovrstnih pooblastil zaenkrat nima. Tako da predlog resolucije predvideva obstoječi, da bi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija s ciljem varstva ustavne ureditve izvajala naloge in okrepljena pooblastila usmerjena, kot sem že rekla, v zgodnje odkrivanje nasilnega ekstremizma, ki ga pa bo preprečevala in preiskovala policija v okviru predkazenskega postopka, seveda z obstoječimi pooblastili. Zavedamo se seveda, da vsaka razširjena pooblastila pomenijo določen dodaten poseg človekove pravice in temeljne svoboščine, zato je v bistvu ta delovna skupina priporočila tudi ustanovitev samostojnega državnega telesa, ki bi zagotavljal ustrezen strokovni nadzor nad izvajanjem pooblastil. Celotne obveščevalno-varnostne skupnosti na področju varovanja ustavne ureditve, sestavljali bi ga pa predvsem eksperti iz različnih področjih dela. Tako bi ta strokovni nadzor poleg političnega in sodnega predstavljal celovito in pa učinkovito obliko nadzora nad izvajanjem pooblastil. Še enkrat ponavljam, da seveda ta delovna skupina je oblikovala opcijske rešitve, v tem smislu seveda se zavedamo, da najbrž znotraj teh rešitev obstajajo še kakšne druge alternativne, da v bistvu obstajajo še kakšni drugi pomisleki glede pozitivnih, negativnih strani, tako da mi se veselimo v bistvu razprave na to temo in si želimo, da bi bila katerakoli od odločitev o teh opcijskih rešitvah sprejeta z političnim konsenzom in pa seveda tudi z najvišjim možnim konsenzom strokovne javnosti in podporo strokovne javnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospa Krašek, omizje je sedaj na razpolago vam, dragi gostje, tako kot sem rekel, predvidevamo, da bi vzeli 3 vprašanja, na katere bi potem poskušali odgovoriti. Izvolite. Še enkrat dober dan, potem, če moram še začeti enkrat. Torej, jaz pozdravljam to javno razpravo, upam pa, da moj prispevek k temu in refleksija ne bo označeno kot velikokrat do sedaj, ko se je z etiketo, da gre za kritičen prispevek, izgubil pozitivni namen predlaganega ali pa povedanega. Najprej naj povem, da zelo podpiram spremembo resolucije o strategiji nacionalne varnosti, še posebej zato, ker ima za sabo že skoraj desetletje obstoja. Danes nismo slišali, katere analitične podlage in drugi instrumentariji so bili uporabljeni za posodobitev resolucije, da bi lahko presojali, ali je pripravljeni dokument dovolj adaptiven oziroma usmerjen v prenovo in nove rešitve na področju nacionalne varnosti. Zavedam se, da vseh analiz, zlasti tistih,
ki jih delajo pristojne obveščevalne agencije, praviloma ne navajamo. Morali bi pa povedati, katere strateške analize in strateške preglede in podsistemske, tako imenovane SWOT analize so bile podlaga za dokument, ki ga imamo danes na mizi. To izpostavljam tudi zaradi tega, ker je 25. aprila 2016 ravno tukaj v Državnem svetu bil odmeven nacionalni posvet o vlogi rezerve pri zagotavljanju vzdržljivosti obrambno-varnostnih sistemov Slovenije. Posvet so skupaj z Državnim svetom organizirale 3 domoljubne in veteranske organizacije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveza slovenskih častnikov, ob sodelovanju širokega kroga strokovne javnosti. Na tej podlagi je oktobra istega leta ob dnevu suverenosti predstavljen tudi posebni zbornik. Ta je bil neke vrste prispevek strokovne javnosti k strateškemu pregledu obrambe, ki so ga takrat pripravljali v Ministrstvo za obrambo in predstavili decembra 2016. Zbornik je vseboval 40 prispevkov različnih avtorjev s povzetki ugotovitev in priporočili. Ta priporočila je obravnavala tudi pristojna komisija Državnega sveta za državno ureditev in je sprejela stališče, da Državni svet posreduje to pristojnim ministrstvom. Danes tukaj po 2 letih ugotavljam, da posvet in omenjeni zbornik ni pustil nobene sledi v predlaganem dokumentu, pa bi verjetno moral. Pogrešam sistemsko-organizacijske rešitve ali, če hočete, konceptualne novosti, zlasti v pogledu vzdržljivosti nacionalno-varnostnih struktur, odpornosti države Republike Slovenije in njenih rezerv. V dosedanjih razpravah so nekateri že izpostavljali tudi vprašanja konsistentnosti med posodobljenimi grožnjami in ogrožanji, tveganji in izzivi in sistemskimi odzivi na nje. To izpostavljam zaradi sprememb v vojaških grožnjah, ki so jih upravičeno nadomestile hibridne. Poslanstvo in zasnova obrambnega sistema pa temu ne sledi v celoti. Prehranska varnost, vključno z zagotovitvijo in varovanje nacionalnih vodnih virov, se v dokumentu nista prebili v ustrezni obliki. Nekateri imajo nafto, mi imamo vodo, pa tega ne opredelimo kot strateški vir. V nadaljevanju nimamo vprašanj, izpostaviti pa želim 4 probleme. Prvič, vojaška strateška rezerva je zastavljena tako kot do sedaj, pa smo že pred 2 letoma ugotavljali, da v takšni zasnovi ne more izpolniti predvidenega funkcionalnega in socialnega imperativa. Drugič, glede novačenja in pridobivanja kadrov in celostnega pristopa k zagotavljanju kadrov za nacionalne varnostne podsisteme ni sprejeta nobena oziroma opredeljena nobena v preteklosti že predlagana rešitev. Tretjič, zagotavljanje rezerv in rezervnih struktur je opredeljeno tako kot do sedaj, torej brez nujnih novosti. In četrtič, prostovoljno služenje vojaškega roka je zasnovano kot leta 2003, pa smo videli, da do sedaj ni izpolnil svojega poslanstva in ne zagotavlja tiste funkcije, kot je bila takrat predvidena. V organizaciji, ki predsedujem, Zvezi slovenskih častnikov, pričakujemo, da bodo navedena 4 vprašanja ponovno proučena, tudi z vidika predlogov na nacionalnem posvetu, s katerim se je začel današnji svoj nastop. Hvala. Še kdo? Spoštovani, tudi jaz vas vse skupaj lepo pozdravljam. Tudi jaz bi se dotaknil resolucije, nekaj kolega Štajner že omenil. Sem Tomaž Čas, predsednik Združenja Sever oziroma policijskih veteranskih društev Sever. Zdaj, predlog resolucije določa, da bo Slovenska obveščevalno-varnostna agencija za ciljem varstva ustavne ureditve izvajala naloge in okrepljena pooblastila, usmerjala v zgodnje odkrivanje nasilnega ekstremizma, ki ga bo preprečevala in preiskovala policija v okviru predkazenskega postopka z obstoječimi pooblastili. S takšno rešitvijo naj bi omogočili zaznati tudi takšne primere, kot je Šiško. Zdaj, take primere, kot je Šiško, se je dalo zaznati, še tam hodijo
maskiranje, oboroženje in tako naprej. Ne vem, če rabiš kakšna posebna pooblastila za to. Seveda pa moram v zvezi s tem reči, da če se dotaknem tega primera Šiško, da ima policija že sedaj ustrezna pooblastila v predkazenskem postopku, da lahko v takšnih in podobnih primerih ukrepa. Enako velja tudi za državne tožilce. Pri tem ima v mislih predvsem to, da smejo policisti zbirati obvestila ter kriminalistično pridobivati in vrednotiti informacije, kadar naletijo na pojave in ravnanja, ki kažejo na to, da je bilo ali da bi lahko bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. To izhaja tudi iz zakona o nalogah in pooblastilih policije, kjer je določeno, da naloge policije izhajajo iz njihove temeljne dolžnosti, ki so med drugim tudi preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje kaznivih dejanj, odkrivanje in prejemanje storilcev kaznivih dejanj in tako naprej, da ne naštejem vsega. V ta okvir pa sodijo tudi kazniva dejanja zoper suverenost Republike Slovenije in njeno demokratično ustavno ureditev, sem sodi tudi ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve in kazniva dejanja zoper obrambno moč države. Glede na navedeno tudi sam mislim, da smo po osamosvojitvi pozabili na ta koncept varstva ustavne ureditve, ko je bil za to področje takrat odgovoren Republiški sekretariat za notranje zadeve, ali če bolj poenostavim, služba državne varnosti, ki je imela takrat prevelike in nedopustne pristojnosti do notranjega sovražnika. In ko je bila takratna milica pristojna le za upravljanje določenih nalog z področja varstva ustavne ureditve. In če bomo sedaj to področje ustrezno uredili, ne samo z resolucijo, temveč tudi zakonodajo, bomo popravili to, kar je bilo na določen način zanemarjeno. Seveda se pa bojim, da ne bomo zdaj iskali na mesto notranjega sovražnika notranje grožnje. Ali smo zdaj to samo obrnili, ali nismo, tu bo seveda potrebna ena velika pozornost, nadzor in tako naprej. Ker tukaj noter vidim nekaj podobnega, ko iščemo nekoga še pred tistim, ko je storil ali pa ko so neki znaki kaznivega dejanja. O tem je potrebno upozoriti, da je v predlogu resolucije na 11. strani zapisano, da bo politika zagotavljanja notranje varnosti usmerjena v varovanje in zaščito ustavne ureditve in institucij demokratičnega sistema, v zagotovitev nemotenega delovanja sistema oblasti v celotnem ozemlju Republike Slovenije, kar je bilo že danes omenjeno, ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, boj proti kriminalu in pa varovanje javnega reda. Menim, da se s takšno dikcijo vračamo nazaj v sistem, ko smo v ustavi in zakonu o notranjih zadevah imeli na prvem mestu določeno varstvo ustavne ureditve, varstvo institucij, takrat nedemokratične, kot smo rekli, političnega sistema. Zato bi bilo prav, da se v tej dikciji resolucije predlaga na prvo mesto oziroma tam zapiše varovanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter šele v nadaljevanju varovanje in zaščita ustavne ureditve institucij demokratičnega sistema. Pa sicer potrebno bi bilo poudariti varovanje in ne le spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Še enkrat poudarjam varovanje. Če bo politika zagotavljanja notranje varnosti v prvi vrsti zagotavljanja varovanja in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, potem se njena ogroženost ne bo ocenjevala le z vidika visokih nacionalnih vrednot, kot so varovanje in zaščita ustavne ureditve institucij demokratičnega sistema, da ne štejem preveč naprej, temveč tudi za vse tisto, kar lahko ogroža neposredno ali posredno tudi druge za človeka pomembne vrednote. Notranjo varnost je vsaj po mojem potrebno gledati kot vrednoto, ki je usmerjena človeku in za človeka. Tako v okviru notranje varnosti ni mogoče zanemariti tistega, kar je potrebno za človekovo mirno in varno življenje, ter delo oziroma tistega, kar je potrebno za človeka vredno življenje. Zato je potrebno politiko notranje varnosti, ki se v predlogu resolucije nanaša predvsem na sposobnost obvladovanja visokih nacionalnih vrednot in za uresničevanje temeljnih funkcij družbe, dopolniti tudi sposobnosti obvladovanja drugih ogrožajočih tokov, procesov in dogodkov znotraj suverene države, ki pa jih ne obvladujejo samo državni organi in državne institucije, temveč tudi drugi organi, institucije in posamezniki. To sicer resolucija omenja, vendar premalo usmerjevalno. Državljanskemu samovarovanju, ki je lahko individualno in organizirano, je bilo smiselno v resoluciji namenjenih nekaj stavkov, saj smo po osamosvojitvi tudi na to področje oziroma koncept družbene samozaščite in narodne zaščite pozabili. Slednjo bi posebej omenjal, se je kazala še kako pomembno v osamosvojitvenih procesih in vojni za Sloveniji.
Slovenijo. V zakonu o organiziranosti in delu policije je sicer določeno, da policijske uprave in območne policijske postaje sodelujejo tudi z drugimi organi, organizacijami in institucijami, civilno družbo in posameznikih, pri katerih dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti oziroma k spodbujanju varnostnega samoorganiziranja. V ta namen lahko ustanavljajo svete in tudi so svete. Takšen pristop na določen način spominja na sistem, ki smo ga poznali v 80-ih letih, ko smo razvijali sistem splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, njena organizirana oblika pa je bila narodna zaščita. Pri pregledu organiziranosti zadnjih svetov, posvetovalnih teles lahko ugotavljamo, da pri teh ne velja nobena pravila, saj se sveti različno imenujejo in imajo zelo različne pristojnosti. Glede na navedeno bi bilo smiselno v resoluciji oziroma zakonu o organiziranosti dela policije ustrezno urediti in primerno ustanoviti območne svete za varnost za območje policijske postaje, torej območje ene ali več občin oziroma četrtnih skupnosti, pokrajinske svete in republiški svet, lahko je to tudi državni nacionalni, za območje Republike Slovenije. Območni sveti za varnost bi se povezovali v pokrajinski svet za varnost pa bi se povezoval v republiški svet za varnost. Predsednik republiškega sveta bi bil tudi član sekretariata za nacionalno varnost Republike Slovenije. S tem bi uresničili tudi tisti del resolucije, ki določa, da se notranja varnost zagotavlja tudi z različnimi varnostnimi službami, organizacijami zasebnega prava ter organi lokalne samouprave na temelju njihovega medsebojnega sodelovanja ter sodelovanjem z organizacijami, združenji in pobudami državljani, z lokalno skupnostjo in torej znotraj zasebnega in javnega partnerstva. Za uvedbo območnih in pokrajinskih svetov ter Republiškega sveta za varnost bi bil vključen v sekretariat Sveta za nacionalno varnost Slovenije, se pravi ta republiški svet, bi bilo zagotovljeno tudi teritorijalno usklajevanje in obvladovanje varnostne problematike ter vključevanje številnih različnih družbenih organizacij in posameznikov, predvsem z namenom državljanskega samoorganiziranja oziroma samozaščitnega delovanja. Znotraj prikazane rešitve pa bi bilo potrebno zakonsko opredeliti narodno zaščito, lahko bi jo imenovali tudi kako drugače, kot organizirano in tudi oboroženo strukturo, ki bi delovala znotraj območnega sveta za varnost pri zagotavljanju notranje varnosti v izrednih razmerah in tudi v vojni. V narodno zaščito bi se lahko vključevali vsi, ki bi izpolnjevali zakonske pogoje in ne bi bili vključeni v druge varnostno-obrambne strukture. Predvsem člani civilno-družbenih organizacij, kot so Lovska zveza, strelska društva, društva borilnih veščin in druga. Vsekakor pa tudi vojni veterani, upokojeni policisti in druge državljanke in državljani, ki ne bi bili vključeni v druge varnostno in obrambne strukture. Zelo sistemsko pa bi lahko v narodno zaščito vključevali mlade oziroma mladino in sicer prek ustreznih vzgojno-izobraževalnih programov z področja individualnega in organiziranega samozaščitnega delovanja na srednjih, višjih in visokih šolah ter na fakultetne programe znotraj izbirnih predmetov, odprtega kurikuluma in interesnih dejavnosti. Ti programi bi lahko bili zelo bogati od poznavanja prehojene poti Slovencev do samostojne Slovenije, vaj v streljanju z različnim strelnim orožjem, do vadbe z drugimi varnostno-obrambnimi veščinami, ki so danes blizu mladini in jih danes nihče ne nudi, a so hkrati pomembne za naš varnostno-obrambni sistem, ki ne more biti grajen samo na profesionalnih varnostno-obrambnih silah oziroma uradnih institucijah. Bi pa lahko bili vsi ti mladi kasneje najprimernejši kandidati za zaposlitev v policiji oziroma slovenski vojski in to bi lahko nadomestilo sedaj neuspešno kadrovanje v policijo in slovensko vojsko. V izrednih razmerah in vojni pa bi se prek te organiziranosti v varnostni obrambni sistem lahko vključevala tudi narodna zaščita. Za ustanovitev narodne zaščite bi se narodno zaščito umestilo v varnostno-obrambni sistem, hkrati pa bi se ustavilo različne, že znane poskuse ustanavljanja paradržavnih oblik organiziranja oboroženih skupin brez nadzora države, Narodna garda, Varda in drugo.
Dejstvo je, da vojne za Slovenijo ne bi dobili samo z oboroženim odporom milic in teritorijalne obrambe, saj so k temu veliko prispevali državljanke in državljani, ki so bili organizirani v narodni zaščiti in ko so delovali organizirano ter tudi individualno in na različne načine podpirali aktivnosti milice in teritorijalne obrambe ter jim nudili tudi logistično pomoč. Zato moramo tudi v bodoče graditi takšen varnostno-obrambni sistem, ki bo zagotavljal zunanje in notranje varnost Slovenije tudi z pomočjo vključevanja državljank in državljanov v obliki organiziranega državljanskega varovanja oziroma samozaščitnega delovanja. Hvala za pozornost. V te rezolucije, ki jih imamo od leta 1993 naprej, se meni pravzaprav vse zdijo vse manj povedne. Daljše so, ampak dajejo pa manj vsebine. Začel bi z geopolitičnim in geostrateškim položajem in njegovo oceno v resoluciji. Mislim, da dajemo preveč poudarka pomembnosti slovenskega prostora oziroma naša politika nekako, če ta prostor je tako pomemben, ga ne spremlja. Zato bi verjetno v resoluciji tudi moralo se bolj realno opredeliti geostrateški in geopolitični prostor in ga prilagoditi sedanjim razmeram. Na koncu koncev tu imamo problem, recimo drugi tir. Drugi tir je neka zelo pomembna zadeva za položaj Slovenije, vendar očitno nimamo nekega dokumenta, v katerem bi bilo, da rečemo, opredeljeno, kako rešuje država takšne probleme. Ravno te svoje, kako se vpenja v geopolitični in geostrateški prostor. To mora dati ta resolucija. Mednarodno varnostno okolje je nekaj napisano, vendar kot da živimo nekje druge. Tudi Merkelca je zdaj recimo na Münchenski konferenci rekla, da se Evropa razpada na delčke. In mi smo en majhni delček te Evrope. Ali je ta projekt tudi strukturnega sodelovanja v Evropi, to se pravi PESCO, kot ga imenujejo, in ali NATO in PESCO lahko živita v Evropi, eden poleg drugega. Ali se mi moramo opredeliti v tej naši resoluciji, kako bomo sodelovali v enem in drugem, da pri tem ne bo prišlo do nasprotij. 23 držav podpira oblikovanje Evropske vojske in podpira tudi to, da bi EU morala postati pomemben globalni dejavnik. Evropska skupnost ima večji BDP, kot pa ga imajo recimo Združene države, pri tem pa nima odgovarjajočega položaja v globalizaciji. Odnos do Balkana, ki spada tudi v to oceno. Mi nekako zdaj nas ne štejejo ne v tako imenovani Zahodni Balkan, obnašanje italijanske, avstrijske, madžarske politike pa nekako govori tudi o tem, da nas ne štejejo tudi v ta srednjeevropski del. Kje smo oziroma kako bomo definirali svojo lokacijo in jo tudi uveljavljali. Mislim, da je prostor v resoluciji tudi za to. Viri ogrožanja. Majhna država, manjša je, bolj natančno mora opredeliti vire ogrožanja. Pesniških opisov ogrožanja ne rabi. Terorizem. Govori se v glavnem terorizmu tam, ki nekaj poči. Ampak danes imamo finančni terorizem, ki nastopa globalno. To je tudi terorizem in verjetno bomo enkrat to morali tudi reči. Zdaj se o tem tako še ne govori, vendar treba o tem razmišljati.
Kibernetske grožnje mislim, da niso dobro obdelane, so že rekli predhodniki tudi, in mislim, da tu treba še dopolniti zadevo, ker so te grožnje pravzaprav danes bolj pomembne in bolj nevarne, kot pa mahanje z mečem in tako naprej. Zaščita pred obveščevalno dejavnostjo. Tu nekaj povemo, ampak v tej zaščiti pred obveščevalno dejavnostjo treba upoštevati tako prijatelje kot tudi sovražnike, oziroma tako tiste, z katerimi smo povezani in tiste, s katerimi nismo povezani. Ker eni in drugi delujejo. In to treba povedati. Oziroma na to se treba pripraviti in predvidevati. Vojaške grožnje so, da rečem tako, precej pomanjkljivo opisane, vendar če bi se kibernetske grožnje in tudi vloga Slovenske vojske v kibernetski obrambi bi morala biti bolj opredeljena oziroma določena. Mislim, da tu imamo tudi eno tržno nišo v NATO, kjer bi lahko ustanovili ali enoto, ali sile, ali sistem, s katerim bi pravzaprav lahko se boljše mogoče identificirali v NATO, kot pa za neko bataljonsko bojno skupino, ki bi brez zračne podpore v 15 minutah bila staro železo. Strategije in strateške rezerve, kolega Steiner je že več o tem rekel. Izobraževanje državljanov za obrambo. Hočemo, mi nočemo, to moramo uvesti. Kako, da ne bi to izgledalo nasilno, kako, da ne bi to izgledalo nedemokratično. Čeprav demokracije je veliko oblik, ne? Mislim, da bi temu in tudi izobraževanje, ne samo državljanov, ampak tudi izobraževanje neodvisnih nosilcev obrambnega sistema, strokovno neodvisnih, ne politično, strokovno neodvisnih. Ker moramo reči, da danes nekateri naši nosilci ali vodje posameznih elementov obrambnega sistema niso strokovno neodvisni. In še eno stvar, ne vem, mogoče spada sem, ne, ali recimo tale vladni strateški program kriznega upravljanja, jaz smatram, da je to izredno pomemben podsistem, je sedaj takšen, kot je opisan, bi verjetno pripeljal upravljanje v krizo, ne pa upravljal za krizo, ker je kompliciran. Eden od osnovnih postulatov upravljanja za krizo je enostavnost sistema upravljanja. Bomo pa napisali še, mislim pa opisali, oziroma to, kar sem rekel, bomo obrazložili. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj bi pa prosil omizje za komentar, če imate. Hvala lepa za vprašanje, mnenje in pobude. Torej, seveda smo izhajali obstoječih doktrinarnih in normativnih dokumentov, nismo jih sicer vseh navajali, jih bomo pa lahko tudi z veseljem navedemo, tiste, ki so pač javno lahko, in to ni nobenega problema. Glede odpiranja rezerve je treba vedeti, da z vprašanjem rezerve in predlogi, ki gredo v smeri, seveda se postavlja tisto vprašanje, ki je v resoluciji navedeno. In sicer je noter zapisano lepo, da ponovna uvedba vseh sestavin vojaške dolžnosti. Zdaj, če gremo mi po tej poti oblikovanja strateške rezerve in v smeri popolnjevanja se pravi spremembo popolnjevanja Slovenske vojske oziroma obrambnega sistema in s tem povezanih vseh drugih struktur, se spremeni narava vojske. To je neko drugo vprašanje, ki seveda je predmet absolutno legitimen, da o tem govorimo. Treba se zavedati demografskih trendov, ki so takšni, kakršni so. Tukaj nedvomno treba vedeti, da starajoča se družba ima svoje posledice in te analize obstajajo. In se jih tudi pri pripravi teh dokumentov so vse upoštevali. Tako da
Seveda, zdaj, kot sem rekel, ne, stvar rezerve se lahko odpre. Mi smo, mislim, da v tej prenovi dela preprečevanja in odzivanja na vojaške grožnje to naslovili. V tem strateškem dokumentu to je odprto, seveda potem se tega dokument predvideva, da se pripravijo izvedbene aktivnosti oziroma izvedbene dokumenti. Glede konkretnih, bom rekel, od prostovoljnega služenja, vojaškega roka in tako naprej, lejte, tukaj bom mogoče malce grob, ampak vseeno, veste, težava popolnjevanja obrambnega sistema je bistveno večja, kot je se mogoče recimo preenostavno reči, gremo ponovno v naborniški sistem. Tudi če gremo v naborniški sistem, bom mogoče malce res prehudo rekel, ampak gledajte, mi imamo približno 20.000 letno kohorto v obeh spolih. Če gremo paralelno pogledati, kako smo mi v letih 2004 potegnili iz letnih kohort tam 30.000, 6-7.000 nabornikov, to pomeni, da jih zdaj vam potegnemo tam 3 do 5.000. Ali to rešuje naš problem kadrovski? Jaz mislim, da ne. Ali s tem ustvarjamo ustrezno rezervo? Morda. Vsekakor je to vprašanje legitimno, mi smo o tem se pogovarjali in tudi debata na Ministrstvu za obrambo okoli kadrov teče. Imamo posebno delovno skupino, ki se tega zelo celovito lotila in bo pripravila nabor različnih ukrepov, kako pritegniti ljudi v obrambni sistem. Ampak kot je bilo že v dosedanji razpravi jasno pokazano, zdaj sprememba popolnjevanja pomeni potem spremembo narave vojske. In potem odpremo neko drugo spet razpravo. Ampak okej, lejte, saj pravim, to je seveda legitimno, jaz sem vesel, da se tudi ta vprašanja odpirajo, ker gotovo so pomembna. Strateška rezerva Slovenske vojske je tema, ki se že nekaj let vleče, na to konkretnega odgovora priznamo, da ni, ampak kot sem rekel, v dokumentu je omenjeno in temu področju se bomo posvetili. Kar se tiče varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v dokumentu je navedeno, da izhajamo iz ustavnih vrednot in to so ustavne vrednote. Seveda lahko se pa v ta dokument vedno, in to jaz čisto sprejmem, se zahvaljujem za tako pobudo, tudi dodatno zapiše te podatne, bo neko dodatno varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tudi v kontekstu razprav o širitvi pooblastil vedno govorimo in izpostavljamo, da je za to potrebno ustrezen družbeni in politični konsenz. Nihče ne pravi, da bo na podlagi samo tega dokumenta prišlo do sprememb zakonodaje. Zakonodaja se spreminja v parlamentu in seveda, če bo v tem ustrezen konsenz obstajal, seveda se bo to potem spremenilo. Če se pač ne bo prišlo do te spremembe, ampak kot sem rekel, skupina je ocenila in tudi mislim, da o tem pa vendarle obstaja relativno širok strokovni konsens, da tukaj nekatere pomanjkljivosti so, ki bi jih lahko odpravili z določenimi ukrepi. Kot je bilo rečeno, bilo je več opcij na mizi, mi smo pač predlagali to, če bo se skozi razpravo pač pokazalo, da ta ni primerna, da ta rešitev ni ustrezna, ni sprejemljiva, seveda so lahko tudi druge rešitve. Glede omenjenega geostrateškega geopolitičnega prostora Slovenije, jaz mislim, da je to relativno korektno opredeljeno. Mi kot država smo vedno zagotavljali enoten, kar se tiče sodelovanja oziroma odnosa med Evropsko unijo in NATO, enoten nabor sil, strateško partnerstvo med Evropsko unijo in NATO in nekako mislim, da je konsenzualno v Sloveniji doseženo strinjanje, ali pa saj pretežno strinjanje, da Slovenija želi biti v jedru Evropske unije. Glede na vse interese, vse, bom rekel, blagovno menjavo, vse statistične podatke, je to v našem strateškem interesu. Glede kibernetske obrambe in varnosti, tukaj smo zapisali, prenovili celotno poglavje, tudi mi ocenjujemo, da je to eno izmed pomembnih področji ogrožanja Slovenije, Republike Slovenije. Ali je, bom rekel, primerno ukrepiti samo to skozi, bom rekel, vojaški vidik ali skozi civilni vidik, s tem je povezano vrsta, bom rekel, pravnih vprašanj, kar pomeni, če na neke odzive, če se ne določene grožnje odziv oziroma napade in manifestacije v kibernetskem prostoru odziva vojska, kaj to pomeni mednarodno pravno. Tukaj je kar nekaj, bom rekel, zelo kompleksnih vprašanj, o katerih smo razmišljali in smo upoštevali pri pisanju tega dokumenta. Se pa strinjam z varnostno kulturo, to je pomembno vprašanje, tudi skozi dosedanje, tudi današnja razprava to potrjuje.
Tukaj pa je točka, bom rekel, kjer mislim, da bomo še v okviru skupine tudi siceršnji debati potem morali nekaj več besed oziroma nekaj več pozornosti nameniti tudi temu vprašanju. Je pa treba vedeti, da je to vedno občutljiva vprašanja, ne? Ker pogledi v družbi so glede tega raznovrstni in kako to, bom rekel, krepiti varnostno kulturo je ena izmed zadev, ki je, kot sem rekel, občutljiva, ampak seveda je moč to narediti. In bomo o tem tudi, bom rekel, bomo še posvetili določeno pozornost temu vprašanju. Toliko bi jaz, če bo še kdo. Hvala na kratko, mogoče bi še jaz pokomentiral in predvsem se osredotočil na izlaganje gospoda Časa. Tako, kot je dr. Grošelj izpostavil, se tudi jaz pač zahvaljujem za pripombe, predvsem mislim, da velja upoštevati predlog terminologije in pa vnašanja, bi rekel, besede varovanja poleg spoštovanja človekovih pravic. Ravno tako mislim, da je na mestu in mislim, da tudi tukaj bomo šli nasproti glede vrstnega reda opredeljenih usmeritev politike zagotavljanja notranje varnosti. Glede omembe primera Šiško, naj samo pač povem, da je zadeva sicer v kazenskem postopku, kar tudi kaže na to, da je policija to prepoznala kot kaznivo dejanje, se v tem tudi v veliki meri strinjam, da so pristojnosti in pa pooblastila policije do neke mere ustrezna za prepoznavo tovrstnih kaznivih dejanj, vendar po mnenju medresorske delovne skupine ne dovolj za tako imenovano zgodnje odkrivanje primerov nasilnega ekstremizma in terorizma, zato so tudi predlagane te možne rešitve oziroma ta možna rešitev, ki bi nekako pokrila to sivo polje. Isto bi se rekel zahvalil tudi temu širšemu izlaganju koncepta zagotavljanja notranje varnosti, za katerega menim, da ga velja predebatirati in pa mogoče najdete tudi neke nastavke v sami resoluciji, se pa mislim, da se to lahko tudi nekako rešuje ali pa opredeljuje v nekih drugih področnih dokumentih. Toliko. Hvala. Prav, beseda je vaša. Izvolite. Balant Marjan, upokojeni častnik Slovenske vojske. Glede na to, da zadnje čase malo bolj aktivno delujem tudi v lokalnem okolju, sva z mojim županom na hitro včeraj vrgla malo tudi na ta dokument in najprej bi izrazil zadovoljstvo, da je malo bolj obdelano kot v prejšnji resoluciji ali pa vračamo zopet poglavje o civilni obrambi, malo z večjim poudarkom in pa, kar je bilo še posebej razveseljivo, eno dikcija pri poglavju obvladovanja naravnih in drugih nesreč. Tale stavek je bil tudi županu precej všeč. Eno od težišč dejavnosti bo tudi krepitev ozaveščenosti in usposobljenosti prebivalstva za izvajanje osebne in vzajemne zaščite ter nadaljnja krepitev prostovoljstva. Zdaj ocenjujemo, da počasi ratujemo čezdalje bolj, kako bi rekel, akomot in sam čakamo ob vsaki malo večji nesreči ali pa ujmi na naše gasilce, da nas bodo reševali. Zdaj pa nekaj poskušal, da se ne bom ponavljal, veliko stvari mi je že doktor Čas vzel. Potem o hibridnih grožnjah je bilo tudi že nekaj rečeno, tudi sam sem šel skozi to in ocenjujem, da mogoče bi bilo vseeno dobro to, čeprav je to predvsem na koncu neke nove vrste grožnja, predvsej široko je to vseeno malo bolj konkretizirati, tako da se nam ponavljalo, je bilo že to omenjeno, pa mogoče še kakšna vrsta grožnja, kot so
ne vem, tamle kibernetsko, pa področja podnebnih sprememb, gospodarstva, skratka mogoče to uravnotežiti z nekaterimi vrstami groženj, ki jih malo bolj poznamo, pa obvladujemo, da bi bilo to malo, se pravi, bolj uravnoteženo in bi bil dokument še malo tudi metodološko bolj dodelan. Zdaj pa mogoče malo bolj konkretno pri geopolitičnem in geostrateškem položaju. Jaz verjamem, da je tale dikcija na koncu zadnjega odstavka malo ponesrečena, no, ampak tle, ko pišemo, kako bomo v tem okviru, ko je navajen, da bomo sodelovali pri povezovanju v regiji, bo Slovenija posebno pozornost namenila krepitvi odnosov in sodelovanju z državami v regiji, ki niso vključene v evroatlantske integracije, šengenski prostor, Evropsko unijo, oziroma sodelovanje s tistimi državami, ki to regijo prepoznavajo kot del njihovega interesnega območja. Sej, tako bi rekli, vsi vemo, da bomo tlele podpirali interese tiste, ki so, bomo rekli, zdravi pa pozitivno naravnani, ampak lahko bi nekdo razumel tudi mogoče tle podpiranje kakšnih drugačnih interesov, ki niso glih morda ali pa vedno na neki pozitivno naravnani liniji, tako da mogoče to sam za razmislek ali pa jaz lahko tudi kako drugače razumem. V hibridnih grožnjah smo že rekli, da se ne bom ponavljal. Potem imamo, da bom preskočil tole, kar je bilo že rečeno, pri preprečevanju odzivanju na vojaške grožnje. Jaz bi tle predlagal mogoče, to so zdaj že take, da nam bo kdo rekel redakcijske, ampak tudi potem za vsebino pa nadaljne razdelovanje dokumentov ali pa ukrepov pa graditev zmogljivosti, morda kaj pomeni sam za razmislek, to smo zdaj na strani 13, pri tretjem odstavku, kjer opredeljujemo, kako bomo gradili lastne obrambne sposobnosti in pripravljenosti, pa imamo tle napisano te v razumni stopnji neodvisnosti in avtonomnosti na obrambnem in vojaškem področju ob naslonitvi na sistem kolektivne varnosti. Jaz bi predlagal, da pač spustimo enostavno to dikcijo na razumni stopnji in neodvisnosti, ampak da samo ob naslonitvi na sistem kolektivne obrambe. Jaz sem pripravljen to potem, da ne bova tlele posredovati. To potem sem pa imel samo še eno vprašanje, tukaj, ko govorimo o odzivanju na področju boja proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu, bolj tamle za gospo iz obveščevalno-varnostne agencije, mogoče vprašanje. Jaz to razumem tudi nekje, tle v tem kontekstu govorimo o obveščevalno-varnostni skupnosti, ampak konkretno tukaj nikjer ne vidim vloge, lahko da sem jaz premalo poznavalca, premalo strokovno podkovan, ampak nikjer ne vidim nikakršne vloge obveščevalno-varnostne službe v tem ministrstva za obrambo v tem segmentu. Se pravi, nikjer ni navedena nikakršna vloga, prispevek k odzivanju na boja proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu, ko govorimo o vlogi obveščevalno-varnostne agencije, nikakršnega prispevka ali pa vloge na tem področju obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo. Vsaj da kaj sodeluje ali pa kaj podobnega. To in pa na koncu mogoče v razmislek predlog upravljanje vodenja sistema nacionalne varnosti.
tukaj imamo lepo našteto vse te ključne akterje od državnega zbora, kdo kaj počne. Morda v razmislek, ali ne bi bilo vseeno, kljub temu, da smo že kar precej zbirokratizirani, pa imamo en kup nekih uradov, agencij in tako naprej, če mogoče zaradi boljše operativnosti, boljšega pregleda nad implementacijo na koncu tudi te resolucije ne bi veljalo pa vseeno pri vladi razširiti nekako institut tega svetovalca, predsednika za nacionalno varnost v nek mini urad za nacionalno varnost, kjer bi nekje, ali pa če smo recimo razširili to operativno skupino, ki podpira delovanje sekretarijata sveta, ki bi bil kot stalni organ, se pravi nek urad za nacionalno varnost, ni nujno, da ima to tam 20 ljudi, morda jih je 5-7 zadost, sestavljen po medresorskem principu, bi mogoče imel večji in boljši pregled nad delovanjem celotno tega sistema. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Izvolite. Milan Lovrinčič, predsednik Zveze društev Generalmajster. Svrha vsega našega delovanja je pač to, da si ohranimo varnost in mir. Toda ta nalogo morajo opravljati vsi, ampak da lahko opravljajo, morajo pa biti tudi podučeni o tem, kakšen je standard, da si varen in da si miren. In moje mnenje je, čeprav kritiziramo vse, kar je bilo v prejšnjem sistemu, da so recimo v šole uvedli predvojaško vzgojo, ki je dobro, je bila indoktrinirana, ampak je opravljala svojo funkcijo. A menite, v glavnem ste profesionalni vojaki, a ne bi bilo dobro, da bi mi osnovne šole, v recimo 8. 9. razred, dali otrokom vedenje o tem, kakšen je pomen varnosti in miru in kaj je treba narediti za to, da to imaš. Mladi o tem ne vejo praktično nič. In kako jih bomo v primeru potrebe, kako jih bomo angažirali? Jaz menim, da zelo težko. Spomnite se, nekateri ste že v zrelih letih, kako je generalmajster bil uspešen, kako so bili uspešni partizani, kako so bili uspešni smo bili uspešni leta 91. Zato, ker smo sodelovali vsi takrat. In vedeli so, kaj hočejo. V tej zvezi bi rekel še to, da ta program, ki sem ga bežno pregledal, pa jaz pač nisem vojak, sila skromno obravnavamo, kako napolniti vojaške strukture s tako zvano naborno vojsko. Nekako, da profesionalnim vojakom to ne paše, tak imam jaz občutek. In ker to ni tudi v konceptu NATO, mi smo pa najboljši verniki NATO. Jaz sem odločno mišljenja, da bi mlade morali dati vsaj 3 mesece v eno, kako bi rekel, šolanje in jim povedati, kak je pomen tega, kar sem pregovoril, varnosti in obrambe, in tudi jim dati osnovno znanje, kako se naj vključijo. Vsaj 3 mesece. Jaz verjamem, da bojo stranke proti, zato ker mladi so razvajeni. To so tako zvani mamini sinčki. In
ne znajo se obnašati v družbi primerno svojim letim. Zato odločno sem mišljenja, da mlade treba seveda na koliko se da prijeten način, ne da bi jih posiljevali, ampak vsaj 3 mesece naj vsak gre skozi to šolanje in verjamete mi, da bodo po 3 mesecih, da bodo videli, da je bilo dobro, da je bilo prijetno, če bomo seveda prijetno znali pripraviti. NATO nas pritiska, da povečamo proračun za vojsko. Jaz sem za to, da se ga poveča, ampak da se ga poveča predvsem v izobraževanje in dopolnjevanje kadrov, naših mladih. To bi po mojem imelo bolj smoter, kot pa to, da mi povečujemo vojaški proračun za to, da bomo kupovali ameriško orožje. To je moj predlog. Predvsem zdaj te dneve se bomo srečali z ministrom za šolstvo. Jaz mislim sprožiti to zadevo, da bi razmišljali o tem, da se ta vedenje o varnosti, miru, o tem seznani tudi mlade. Ne vem, če ste mojega mnenja, ampak se ni treba, da smo vsi istega mnenja, lahko se pa dopolnimo in tudi ta sistem dogradimo s takimi predlogi, kot sem jaz dal. Pa še eno je eden rekel, jaz sem pač po naravi kmet, kako mi omalovažujemo vodo. Poglejte, koliko je bilo vodnjakov. Te vodnjaki so v glavnem zdaj ali zasipani, ali so pa kmetje noter dali cevi in greznico. A res primeru, da bi kar kot bilo, a ne bo sovražnik najprej posegel po vodi. Tako je v zgodovini bilo, koliko jaz vem. In res bi prosil, da se vodi posveti večji pomen, in da se počistijo te rezerve vode, ki jih imamo, in tudi varujejo. Toliko, ker jaz imam namreč 3 vodnjake in imam vode za 500 ljudi sigurno. Hvala lepa, ali prostite. Hvala. Naslednji. Če ni vprašanj, bi prosil še omizje za komentarje, če so kakšni. Mogoče ravno na kratko, ker sem pri besedi še glede na prejšnjo omembo zaščite pred tujo obveščevalno dejavnostjo. V bistvu rada bi povedala, da v bistvu ta opredelitev je z sedanji resoluciji, jaz mislim, bistveno pomembnejša oziroma večji poudarek dan v prejšnji. Seveda pa ta obveščevalna aktivnost predpostavlja, vključuje tako, kot je bilo rečeno, v bistvu nekako aktivnost tako imenovanih prijateljskih ali pa če govorimo, ne vem, držav EU, NATO, kot seveda držav, kot je bilo rečeno, neprijateljskih, se pravi ostalih držav, čeprav je seveda aktivnost slednjih v bistvu najširša oziroma največje tveganje strani teh služb in tudi nabor metod in modus operandi, ki jih uporabljajo proti v bistvu interesom tujih držav najvišja. Kar se tiče pa, ne vem, če sem prav razumela, vloge obveščevalno-varnostne službe, domnevam, da Ministrstva za obrambo na področju terorizma in nasilnega ekstremizma, tako vloga civilne obveščevalne službe, se pravi SOVE, katere predstavnica sem jaz, in vojaške obveščevalnostne službe na področju teh dveh problematik je zajeta v opisu nalog obveščevalno-varnostne skupnosti. Te naloge so pa seveda, kot sem rekla, pridobivanje, vrednotenje in potem priprava in posredovanje informacij. Hvala.
še jaz par pojasnil, se pravi, glede vloge obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, mislim, da so vsak drugače malo razumela. Ona je del te obveščevalno varnostne skupnosti, seveda v okviru svojih pristojnosti. Vsaka od služb, ki je del te skupnosti, seveda na podlagi svojih pristojnosti. Se pravi, ta koncept nikakor ne posega v to, da bi prišlo do prelivanj pristojnosti. Zdaj, glede, tukaj bo omenil različne, nekaj moramo vedeti pri tem dokumentu. To je strateški dokument in vseh posebnosti in podrobnosti v ta dokument žal ne moramo opisati, ker potem bi bil ta dokument bistveno večji. Lahko povem kot neko mogoče malce anekdoto, ko smo pozvali resorje k pošiljanju prispevkov, je bil ta dokument mislim, da preko 60 strani in če bi vse tisto ostalo notri, potem bi bilo to postalo neberljivo oziroma neobvladljivo in bi bilo pač na eni strani preveč podrobno, na drugi strani preveč, bom rekel, splošno. Mislim, da je to dokument, ki nekako ki je do neke mere odziv na sodobne varnostne izzive, ali odgovarja na prav vse, bom rekel. Verjetno v nekem splošnem pogledu da, je pa dejstvo na podlagi tega dokumenta, in to je tudi v tem dokumentu zapisano, bodo seveda potem potrebne konkretne politike, tem politikam in pa konkretne spremembe ključnih normativnih, bom rekel, in dokumentov, strateških dokumentov, tudi normativnih aktov in pa seveda potem dejanja. Tisto bo ključno, se pravi, tukaj notri tudi na področju vojaškega odzivanja, preprečevanja odzivanja na vojaške grožnje, ki je bilo omenjeno, tu notri, ko se bere, so zapisane stvari, ki do zdaj v tejšnji resoluciji niso bile napisane in dajejo, bom rekel, neko podlago za sistem, da se bo lahko odzival in prilagajal na tisto, kar sem že v samem uvodnem delu povedal, se pravi na tisto visoko stopnjo nepredvidljivosti. Ta dokument to izpostavlja. Se pravi, če gledamo dokument 2010 ali pa dokumente v preteklosti, smo vendar delovali v relativno bolj predvidljivem okolju, kot pa delujemo danes. Zelo težko je, bom rekel, na tej ravni strateški opredeliti pa predvideti v celoti, kaj se bo dogajalo v prihodnosti in z tega vidika mogoče to, kar je tudi, bom rekel, kritizirano, da smo premalo konkretni, zelo težko, verjemite mi, pri pisanju takega dokumenta ujeti tisto res idealno razmerje med konkretnostjo in splošnostjo, ki potem konkretnost lahko do neke mere potem privede do nekih paraliz v sistemu in tem so se želeli pač izogniti. Jaz sem vsem najlepše zahvaljujem za vaše mnenja, bom vesel, če boste podali še tudi pisna mnenja. Sicer naši kolegi, oziroma moji kolegi, za katerim se zahvaljujem za njihovo delo, so to vestno beležili. Vsekakor pa se da bistveno lažje za nas, če dobimo tudi papirno oziroma saj elektronsko obliko vaša mnenja. Torej najlepša hvala in upam, da bomo sodelovali tudi prihodnje pri nekaterih drugih dokumentih, ki še sledijo iz nacionalno varnostnega sistema. Hvala lepa.